Prihaja pomlad in s tem se tudi obeta zaradi prijaznejšega vremena še bolj množičen migrantski val, kot smo mu bili priča naprimer v jesenskih mesecih, sploh pa bolj množičen, kot je bil zdaj v teh mesecih v zimskem času. In kar ni na vidiku evropske skupne rešitve, vsaka država sama zase rešuje nastalo težavo, med drugim tudi tako, da omejuje azilno zakonodajo oziroma krčijo evropske države pravice do priznanja mednarodne zaščite, naprimer. V Sloveniji ravno nasprotno. Vlada je nedavno predlagala novelo zakona o mednarodni zaščiti, s katero v določenem segmentu celo širi krog pravic. Je torej bolj širokogrudna. In v Novi Sloveniji smo bili prisiljeni na to seveda odreagirati. Zakaj? Prvič zaradi tega, ker lahko Slovenija, potem ko Avstrija, Danska, Švedska, Nemčija in ostale ciljne države krčijo tudi azilno zakonodajo oziroma krčijo pravice za pridobitev azilne zakonodaje, lahko Slovenija kaj kmalu postane ciljna država. S tem, ko Avstrija zapira svoje meje, bo Republika Slovenija tista, ki bo za azilante oziroma za migrante postala kar naenkrat ciljna država, prej kot pa naprimer kakšna izmed balkanskih držav. In drugič, Nova Slovenija s svojimi amandmaji zaostruje azilno zakonodajo zaradi tega, da ne bo prihajalo do napetosti med državljani Republike Slovenije in migranti. In če si želimo uspešne integracije, do teh zaostrovanj ne sme prihajati. Da se ne bodo Slovenci, slovenski državljani počutili bodisi manj vredne, glede na to, da bojo prejemali oziroma po obstoječi zakonodaji niso upravičeni do tolikšnih finančnih sredstev, kot naprimer na drugi strani po obstoječi zakonodaji migranti. In zaradi tega smo predlagali amandmaje, ki pomenijo zaostritev 5 ključnih točk. Prva je ta, da z amandmaji ožamo krog oseb, ki se lahko združijo z azilantom, ki že pride v Republiko Slovenijo. Torej, s predlogom amandmaja se oži krog oseb, ki jim zakon priznava položaj družinskega člana prosilca. Naj poudarim, da obstoječ zakon te pravice oseb s priznano mednarodno zaščito, se pravi, gre do največ za obdobje enega leta od pridobitve statusa in se zagotovi nastanitev v integracijski hiši oziroma v drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva. In do te nastanitve, pozor, so po obstoječi zakonodaji upravičeni družinski člani, torej zakonec prosilca, registrirani partner ali partner, s katerim prosilec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, mladoletni otrok prosilca, če so neporočeni, ne glede na to, ali so bili rojeni v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, ali pa posvojeni otrok prosilca, rojen v Republiki Sloveniji, oče, mati ali druga odrasla oseba, ki je za prosilca odgovorna, če je prosilec mladoleten in neporočen. To poznamo že v obstoječi zakonodaji in te osebe se lahko združijo z osebo, ki je prišla v Republiko Slovenijo, naprimer, in dobila status azilanta. Po predlogu koalicije pa imajo pravice do združitve z družine še naslednji. Drugi sorodnik prosilca, če med njima obstoji življenjska skupnost, ki je v bistvenem podobna primarni družini oziroma ima enako funkcijo, kot jo ima družina, kar pomeni predvsem pristne družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo, zaščito, čustveno podporo in finančno odvisnost, ki so na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. Torej, z novo zakonodajo o mednarodni zaščiti vlada dejansko omogoča združevanje družine z azilantom, ki pride v Republiko Slovenije, dejansko za celotno vas ali pa pleme, če želite, ki prihaja recimo iz Bližnjega vzhoda. In glede na zmožnosti, ki jih ima Republika Slovenija, gospodarsko situacijo, Republika Slovenija tega ni zmožna narediti. Zaradi tega predlagamo ta amandma, ki krči pravice do združitve z družine, če lahko po našem pojmovanju to imenujemo sploh družina. Nadalje, rok za prošnjo
za status mednarodne zaščite je po našem amandmaju največ 5 dni. Torej, nekdo, ki pride v Republiko Slovenijo in na meji z Republiko Slovenijo prosi za status azila, za status mednarodne zaščite, ga takoj dobi. Če tega ne naredi v roku 5 dni, to možnost zavedno izgubi. Kaj s tem pridobimo? S tem se zavarujemo pred tem, da tiste osebe, ki prečkajo Republiko Slovenijo in gredo v Avstrijo in jih naprimer Avstrija glede na vse napovedi začne vračati nazaj v Republiko Slovenijo, v Republiki Sloveniji ne morejo zaprositi za status mednarodne zaščite oziroma za status azilanta. Avstrija napoveduje, da bo množično vračala prebežnike, migrante. Te osebe, ko bojo nekoč prišle v Republiko Slovenijo, ko bodo bile vrnjene in ne bodo imele več pravice, da pridejo nazaj v Avstrijo, bojo v Sloveniji zaprosile za azil. Preko pa naprimer na Hrvaškem. In teh oseb je lahko več 10.000, glede na napovedi Avstrije. In te osebe ne bodo imele v Sloveniji pravice prositi za status azilanta, kajti prišli bi v anomalije 10.000. Nadalje, prosilcu in njegovim družinskim članom predlagamo amandma, da se prosilcu in njegovim družinskim članom odzame njihovo premoženje, ki presega denarno vrednost 750 evrov. In gre to v korist proračuna Republike Slovenije. Naj obrazložim ta amandma. Gre za pravičnost in enakovrednost s slovenskimi državljani. Po vložitvi prošnje za mednarodno zaščito, ko nekdo pride v Republiko Slovenijo in vloži prošnjo, se torej, poudarjam, odzame premoženje, če je večje od 750 evrov. Zakaj to? Zaradi tega, da se izenači azilante z našimi državljani. Namreč, če ima nekdo denar v Sloveniji, državljan Republike Slovenije, ni upravičen do socialne pomoči. Če ima, na primer, nekdo dovolj denarja, ni upravičen do otroških doklad, ni upravičen do ostalih socialnih transferjev, štipendij, možnosti bivanja v dijaških domovih, študentskih domovih in tako naprej. In torej, če ima nekdo denar, ki prihaja v Republiko Slovenijo, zakaj bi bil torej upravičen do vseh ugodnosti, ki jih državljani Republike Slovenije še zdaleč nimajo. Torej, govorimo, da se na ta način izenačuje prosilce z našimi državljani, ki se jim sicer materialna pomoč države, zlasti v obliki socialno-varstvenih prejemkov, priznava v odvisnosti od njihovega materialnega statusa. Na podoben način je reagirala tudi že Nemčija, Danska in enako razmišljajo v Avstriji. Namreč Slovenija ni v takšnem gospodarskem stanju, da bi lahko vse to financirala, in če ima nekdo denar, pač je dolžan, da si sam plačuje bivanje. Enako velja za slovenske državljane in enako velja tudi za migrante oziroma osebe s priznano mednarodno zaščito. Nadalje predlagamo, da status mednarodne zaščite oziroma status azila traja največ 1 leto, z možnostjo podaljšanja za pol leta. Se pravi, če se po preteku 1 leta državni organi ugotovijo, da se razmere v njihovih matičnih državah, se pravi v državah, iz katerih prihajajo, niso izboljšale, imajo seveda azilanti možnost, da zaprosijo za podaljšanje in potem državni organi preverjajo. In še zadnja točka, zadnji element. Osebi, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje ali je spoznana za storilca prekrška z elementi nasilja, se odvzame status azilanta in sledi izgon iz države. Vladni predlog opredeljuje le najhujša kazniva dejanja. V Novi Sloveniji reduciramo, gre za vsa kazniva dejanja.